Jaz štejem kot uspeh iniciative že samo dejstvo, da se je civilna družba organizirala do te mere, da je 112 organizacij, nevladnih organizacij našlo skupno platformo, je uspelo logistično podpreti in zorganizirati. Rezultat bo zagotovo eno merilo, ampak tako kot je Glas ljudstva v bistvu artikulira vsebinsko ene zahteve. Glas ljudstva pravzaprav tudi artikulira en ta čustven in političen naboj, ki se je v zadnjih 2 letih skozi koronske ukrepe in skozi celo eno družbeno klimo, ki smo jo živeli, vzpostavil. Je pa hkrati tudi Glas ljudstva pravzaprav tudi posledica tega enega političnega in čustvenega naboja. Tako da tudi rezultat v volilni udeležbi bo zagotovo delno rezultat glasu ljudstva, bo pa tudi rezultat tega enega celega naboja jeze, nezadovoljstva, ki se je v ljudeh sprožil, in dejstva, da so ljudje vendarle začeli človekove pravice in tudi politiko jemati bolj osebno. Zato, ker smo v zadnjih letih občutili, da so kršitve človekovih pravic niso stvar enih marginalnih tem, omejitve recimo človekovih pravic, ki jih imamo kot državljani, ki se nam zgodijo v vsakodnevnem življenju, da to niso le stvar enih skupin, ki smo jih tretirali kot družba za druge, recimo Romi, izbrisani ali pa revni, ampak so to v bistvu je vsakdo občutil na svoji koži tekom zadnjih 2 let.